Tole je bil do sedaj moj najboljši hotel, pa zanimivo tudi najcenejši. Stal je 13 evrov, zajtrk je bil vključen in je bil čudovit. Res super, to je drugače mesto, ki je popolnoma neturistično. Jaz sem se tukaj pač glih ustavil, ker je bilo za tisti dan dosti poti. Tako da zdaj grem pa novim dogodivščinam naproti. Grem raziskovati ene res lepe zadeve, tako da danes bo lep dan. Glejte naprej, spremljajte me, ker bo res super. Na tej črpalki sem ravno kar natankal svoj avto. Cena za liter nafte 64 centov, tako da tukaj se vozim res poceni. Je pa zanimivo, da tukaj črpalke imajo zelo različno ceno. Bom rekel, od 65 centov, pa tudi že 85 sem videl. Tako da jaz mislim sicer, da je vse enako. Tukaj je en predel, ki ni bila ta prva črpalka, ki je bilo tako poceni. Sem že prej ene dve videl, sem pa rekel, tukaj izgleda, da je nafta poceni, grem jaz tankat, pa sem šel tankat, pa ne sem zato, ker sem ta 2 centa prišparal, ampak jaz se fino počutim, ker imam poln tank benzina, da ti ni to treba pol razmišljati, a boš prišel do nekam ali ne boš prišel. No, zdaj se pa odpravljamo nekam v gore, v en kanjon, ful komaj čakam. O, sranje. Malo pred menoj je bila nesreča. Bogi človek. Končno sem se začel voziti tudi po takelih cestah stranskih, ki so meni najbolj všeč. Tisti, ki me že malo dlje časa spremljate, veste, da uživam v vožnji po kakšnih hribih, kakšnih makadamih, tako da tole je meni veliko bližji kakor neke avtoceste. Glejte, takole se voziš čez takele vasice. Karkoli pogledaš, je nekaj zanimivega. Tako da jaz tole obožujem. Prispel sem do tegale kanjona, kamor samo namen iti. Škoda, da ni sonca, ker če bi bil sonce, bi to še lep izgledalo. Ampak gledajte, tudi tole je hudo. Tole pa jezero. Jaz predvidevam, da je to umetno jezero, ker se vidi, da se gladina ful spreminja. Po mojem je dol elektrarna in je to. Drugače pa zelo lepo. Jaz zdaj komaj čakam, vidim, da je tukaj le cesta, upam, da čim dlje časa in ne vem točno kam gre, ampak prav komaj čakam, da se zapeljem po njej. Cesta se je tukaj končala, tle bo treba obrniti, je sicer bolj malo placa, gre pa tamle ena pot, tako da jaz bom moje merelke obu, pa grem kele gor, lejte, saj kele gor, tamle tale prvo, ki vidite, ker je po mojem ful hud pogled noter v kanjon, tako da to moram iti nujno pogledati. Gor bom pa že nekako prišel. Evo, gremo počas. Pot zelo strma, mislim strma, ni strma. Strmo je pa, če bi pol dol, ne. Evo, kele gor, do tistih, do tistega gor bi rad prišel, da vidim, kakšen bo razgled. To bo ene 15 minut, pa sem gor. Tole me je čisto enostavno zgledalo, pa ni tako enostavno. Se moram tle potem gošči vleči. Ma cel kup je poti, pa ne vem, kjera je ta prava. Tale ni bila najboljša, ko sem šel. Vidim, da pa je tamle nekaj, jaz sem se tudi neha. Ni tole ta prava poteza.
V zadnjem posnetku sem rekel, da se bom obrnil, pa se nisem. Tu smo pa deci trmasti. Nočemo priznati, da smo narobe naredili. To je tudi ena taka zadeva, ne, ki bi človek mogel biti dosti pameten tudi v realnem življenju. Če nekaj narobe narediš, priznaj, da si naredil narobe, pa pol začni delati prav, ne pa da si nočeš priznati, pa še kar rineš naprej, rineš. To je posod. Tudi kakšne zadeve trdiš, ne, pa pol že malo veš, da si narobe mu v mislih, bo še pol bih mal, pa se niso tale, ni to tak problem, tele veje, problem je, ker so trni vmes. Ti slab pa figa najbrž. Plezališče. Možno, da je tole plezališče. Sem ne vidim nikjer klino. Če pa ni, bi pa dober bil. Samo ne zame, ker je pretežak. V glavnem, no, ljudje si neradi priznamo, da smo se nekaj zmotili. Tako je tudi ljudje, ki grejo v kakšne razne nateganske mrežne marketinge, ki je že vse 100 let jasno, da je nategancija, da so te nategnili, da si izgubil svoj denar, ampak ti še zmeraj verjameš, da ni tako. In evo, jaz si moram zdaj tudi priznati, da sem šel narobe, da tale pot nikamor ne pele in moram iti nazaj skoraj do izhodišča. In bom tudi to naredil. Ne vem, koliko sem lahko tu putas, ker je bilo čisto jasno. On zalivček noter, pa šel, tudi plezati mi ne bi bilo treba gor, bi noter videl. Ampak pameten. Tukaj se je pot končala. Evo, moj avto je sam tamle čez, bliz, ampak ker sem se v tisti gozdu zgubil noter, mi sem rabil kar pure, da sem do sem prišel. Evo, tle je kar strmo. No, jaz pa moram zdaj priti kele gor, ker mislim, da tamle gor se mi bo odprl čudovit razgled. No, se gre nikako. Sem veste, kaj sem zdaj se spomnil? Da težji bo dol priti ka gor. Drugače sem pa že kar nekam prišel. No, lejte, takole se vlečem čez takole goščavo. Celo mečkam potke je bi človek rekel, ne? Ni boh ve kaj. Boš bilo, če te goščave ne bi bilo, da bi vsem kamen, bi to enostavno prišel tako, me pa malo heca. Lejte, tole za mano, ko vidite, to je ta vrh, kjer je moj cilj. Nisem še bil gor. Sem se ful namatral. Lejte, od kje sem prišel, pa tu ni poti, oziroma je bila včasih ena pot. Ne vem, mogoče pa tudi sem za ovce. Kaj mislite? Me tukaj le čaka gor nekaj ful lepega, ali me ne? Lahko, da sem se čist brez veze matral. Nisem še videl, ne? Zdaj, če bi to kakšna televizija snemala, ne? Bi šli najprej pogledat, kako je, pa bi bilo lepo, pa bi pol mečken igral to, da pa zdaj še ne veš, da bomo videli, ampak jaz res nisem bil. Evo, nisem še videl, kako je, in pojma nimam, kako je. Tudi, če ne bo boh ve kaj nam razočaran, lejte, 10krat probaš, 5krat rata in to je to. Mislim, da je kar dober, Čakajte, še malo bližji moram jeti. Fino je. Splačalo se je, ampak tudi splačalo se je tudi zaradi, se malo človek prediha, prešvica. Lejte to. Meni je fantastično. Fantastično. Tudi na to stran. Evo, splačalo se je. Zdaj sem pa tukaj za pol ure usedel, pa samo malo gledal, nič drugega. Dobro je tole.
Pol ure sem tukaj gor sedel, še več, malo zato, ker mi je lepo, malo zato, ker si mi ne da dol tukaj iti, lejte po tej goščavi, ker ni poti. Ampak s časom sem natesno, tako kot zmeraj na tem potovanju, tako da zdaj se odpravim dol. Lejte, grem pa še kele, tamle do roba, iz tele strani, kjer mora biti tudi super razgledna točka, tako da počakajte samo, lejte, ne bo trajalo več kot 15 sekund, pa da smo tamle, pa da pogledamo. No, malo več kot 15 sekund mogoče bo, ker moram biti tlele malo previden, čist za vsak slučaj, čeprav tle delač nimam past, ampak previdnost je mati modrosti, če tlele padem, me še najdel ne bi ene 2 dni najbrž. Ampak tele merelke so pa super. Lejte, to se prime, muha na šipo. Da malo pretiravam, pa ne smem preveč v to verjeti, ne imam kje zaradi tega pol. Aha, lejte, super bo. Super bo, lejte, jaz sem tudi spodaj videl in vem, kaj lahko pričakujem, tako da bo super. Wow. Wow, 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 wow. Wow. Wow, super. Nič, zdaj pa dole. Evo, prilezel dol. Zlagal bi se, če bi rekel, da je pot dol bila prijetna. Čeprav jaz rad hodim, ne, če je to neka vsaj približna pot, ne. Tole je že taka, ki meni čisto všeč. Ampak tisto med samim Trni pa čisto sem upraskan vse posod, ne vem zdaj, če se to vidi. Pa to, če sem malo upraskan, to še ni problem. Sigurno imam vse par 10 trnov, ki so not ustali. Tukaj sem si čist na rok podrsal, prav koža mi je šla stran. Ampak tudi ni problem, sem da ni kakšen trn not ustal. Tist, da pa trn not ostane, pa da zmeraj kaj primeš, da te zaboli, ti se pa problem. Ampak ne glede na vse, tole je bilo fantastično. Tole je bilo fantastično. Sem pa glih razmišljal, da ne gre vse skup nekam, ker dan gre počas koncu. In dan bo minil, dober, saj sem skozi aktiven. Zjutraj sem vstal ob, da imam 6, imam uro naštimano, 6 sem vstal, sem šel takoj video zmontirati, pa ga dati gor, pa malo sem na maile odgovoril, malo za službo pogledal, pošel hiter na zajtrk, hiter pojel, vmes še malo delal, potem se pa na tole spokal, se odpravil na tole, lejte, ura je pa zdaj ne vem, pojem bo že ne 5 po turškem, tle pri nas je 1 ura kasneje. Mislim, 1 ura bolj hiter. Tako da zdaj imam še par stvari v planu. Bom videl, kako bo ratalo. Bom videl, evo, bo v naslednjem posnetku že vidite ena zadeva, če bo ratala. Zdaj pa eno vprašanje za tiste, ki ste mlajše generacije. Dajte mi razložiti, zakaj je v modo prišlo, da imaš med tele ta nizke štumfe, da si kmet, če imaš one do tlele, ali pa do tlele, ker lej, kaj se naredi, lej, to se mi tle nalepilo, skozi sem to ven dajal, skozi me je tle v živo nogo žulilo in jaz budala nasedam tem trendem. Drugič bom do kolenke vzel do tlele, pa se vsi smejte. Treba je malo uporabno zgledati. Ne samo, kaj je trendovsko. Ko smo glih pri trendih, v Istanbulu sem videl cel kup žensk z umetnim ustnicam, predvsem kakšne Rusinje, pa tudi Bolgarke. Kaj negravžno, ne vem, zakaj se ženska če pogršati. Mislim,
verjeten iz lepe punce je ratala nagravžna. Ma ni to tema mojega bloga, tako da ne bomo teme. Adijo. Glejte zdaj to. Trajekt imajo. Sem ga že prej videl. Ker sem bil tam gor. Pa me zanima, če bojo tudi mene vzeli. Bi šel jaz kele čez. Niti ne vem, kam bom prišel. Ne vem, sem tu, jaz bi šel tamle, lejte, na hripu tudi zadaj. Tako da, dober, tudi zdaj, če bo 100 € hotel, to je malo preveč, ne. Zdaj, če bo pa neka normalna cena, bi pa jaz kar šel s temle. Sej potuplu se ne bom, ende. Ali tu morda sem za domačine, ne vem, bomo videli. Hello? Na uno stran. Is there? Do you speak English? Yes, little. Okay, thank you. Sem se zmenil, da grem iz trajektom na drugo stran. Ne vem niti kaj ne pričakujem. Ali bom, a je sploh pot za naprej, ali bom mogel iti nazaj. Je pa zdaj za počakati 45 minut. Grem pa tle na en čaj. Evo, tle bom en čajček spil, tam me že kliče mojster. Gužva ratala za na trajekt. Vidimo na tale majster zadu. Vprašanje, če me je videl. Placa še za avion. Kek je utrgal. Kam čem ga stisnit. Ja, pa glih za glih. Ok. Aha. Evo, prispel s trajektom na drugo stran. Zdaj pa, kam grejo te ceste? Bom malo probal, pa da vidimo. Evo, že obračam. Tamle je trajekt. Ker sem videl, da gre ena cesta tlele gor, pa grem pogledat, lejte, 10 minut, če se grem zapelat, noben problem. Jaz bi rad kaj nad kanjon prišel, če mi bo ratalo, bomo videli, neka mora je ta cesta. Morda pa pridem kam. Doskrat sem jaz že kam prišel na tak način. Je nekaj, lejte, kanjon. Je. Mislim, tabla je, ne? Tole bo še zanimivo, sem cajta mi spet zmanjkuje. Kaj bi pa zdaj tole pomenilo? Dagi se mi zdi, da vrh pomeni. Lejte, tle ima pa voda, sem pa malo vode natočil. Sigurno boljša, kakor v plastenkah. Tamle gor gre ena cesta, mogoče bo, lejte, tamle bomo šli. Si bom nazaj grede vodo natočil. Mi tak bom prišel tle nazaj, da vidimo tale cesta, kam gre. Tamle od zadaj bi mogel biti kanjon, če mene se vpraša. Mislim, upam, da pridem. Slabo zgleda. Zato, ker tam se dela, jaz bi tu pešel z veseljem, brez problema, samo tam se dela. Moram pa še nekje priti do enega hotela, pa nekam se pripeljati. Tu je zdaj še drugače, pa ne, veste kaj, huda cesta je dobra gor. Mislim, taka čist super. Tudi koliko sem že visoko od jezera naprej.
Tako da sam upam, da tale cesta pripelje nekam na rob kanjona, ker mora biti super, res mora biti super. Sem pa kaj kašen blat, zato sem rekel jaz, da mi je čisto vseeno, če mi avto puca, ker sem itak vedel, da tukaj pa kaže, da se bo ustavilo. Aha, tukaj je tabla, da je prepovedano plezanje. To je zato, ker so tam v kanjonu tiste hude stene. Sem tudi jaz gruntal, kako bilo fino plezati. No, ampak gledajte, tlele pa ne bo več šlo. Upam, da je blizu, da ne bo treba veliko hoditi. Čeprav ne pričakujem tukaj kakšnega hudega prometa, sem ga lepo kulturno dal dol z ceste. Glejte, drugače sem pa prišel po tistili cesti, vidite, ki se vije tamle gor na tistem hribu. Upam, da je pol naprej cesta, kele naprej od zadaj in da pridem na neko bolj glavno. Zdaj pa tle se je pot končala, saj ste videli. Zdaj grem pa jaz tukaj naprej. Jaz predvidevam, da je to dokaj blizu, tudi sem pogledal po Google Mapsu. Tako da po mojem imam manj kot kilometer, no, oziroma rečemo 1 kilometer, če malo jugasto, tako da to sem jaz v 10 minutah tam, pa še pol nazaj. V bistvu važno, da najdem jaz. Mislim, da pridem do kje, da je še dan, da malo poslikam, vse ostalo se bo pa že rešilo. Wow, poglej tole. Tole, ne vem, zakaj je to. Stebri sem pomislil, da kakšni jadralni padalci, da imajo to za zaletno stezo. Ne vem sploh, kaj je to. Les. Pol ure že hodim, oziroma ne hodim, tečem. Tečem pa zato, ker hočem svetlobo še ujeti, da bom lahko slikal, posnel. In sem zdaj pogledal na navigacijo in se nisem čist nič približal kanjonu, samo ob njemu sem šel. Zdaj sicer se začenjam približevati, tako da mislim, da bom pa kmalu tukaj. Upam, da mi rata utužiti. Obetavno zgleda. Wow, hudo, hudo. Sicer mi ni zdaj nič jasno, kako da je voda tam, ker jaz sem iz tam prišel. Tole mi pa ne štima. Aha, čakajte. Lejte, vidite tamle, kje je mal, tam je noter še en pretok. Tu se mogoče sam rokav, drugače pa ta glaven pretok je tam in jaz sem bil za tole steno. Veste, kaj bi bilo super, ko bi se dalo prideti gor na unle hrib. Čakaj. Tis bi bila pa nora. Tis bi bila pa nora. Nora. Sem tlele ne bo šlo. Ne, tle sploh ne. Tle je konc vsega. Tle je konc vsega. Preskočiti ne moreš. No, vidite, to je ta problem, ko ima človek premalo cajta in mu zmanjka. Lejte, sigurno se da prideti kele gor. In po mojem čisto enostavno, pa bi tamle imel ful hud razgled, pa dober, se ne bom kompliciral. Se tudi tlele ni slab, če smo čisto iskreni. Wow, fantastično je. Čeprav nimam časa veliko, ampak 5 minut sem pa vzel. In bom tukaj lepo sedel, pa sem mu malo gledal, pa probal neč razmišljati. Mislim tole, najte ljudje. Wow. Vidite, jaz sem z one strani prišel. In tamle odzad je kanal, ja. Noro, sploh nisem vedel, da je še tamle jezero. Res super. Evo, prispel še po dnev do avta, zdaj pa najprej najdeti pot v civilizacijo, pol se pa nekje v eni restauraciji ustavim v enem lokalčku, odprem prenosnik, pa da si najdem neko prenočišče, sploh ne vem, kje še bom. Grem pa tamle gor po vrh probat, pa kamor pridem.
Čeprav po mojem bi bilo boljše, da bi šel dol, ampak tamle upam, da bi še kaj zanimivega mogoče videl, zato grem tam. Sam hiter, da me ne bo noč ujela. Evo, zdaj smo pa tle pri vodi, da vidimo, če je, da jo natočem. Namreč sem se odločil, oziroma nisem se odločil, cilj sem si dal, da ne bom plastenk kupoval. Je voda in verjemite mi, da je ta milijonkrat boljša kakor una iz plastenk. No, v glavnem, jaz sem se odločil, da bom probal, da nobene plastenke vode tukaj ne kupim, zato, ker to je grozno. Jaz sem bil lansko let v Indoneziji, joj, se vam tlele niti ne upam pokazati, kakšno imamo avto. Sem bil v Indoneziji, vidite, plastenke ne mečem stran, še ena bi mogla biti tle, še dve, ne mečem stran. Jih sem rekel, ka vem, da v Turčiji imajo takole vodo in bom to točil. No, v Indoneziji, ko sem bil lansko let, to ne boste verjeli, na odprtem morju plavajo plastenke. In to je grozno. Grozno, grozno. In kakšne plaže so čist polne plastenk. Jaz vam povem, a to je bilo pa še na Filipini, ne, v Indoneziji, na Lomboku, sem šel na eno plažo, ma to je bilo 100 ton plastike, ne pretiravam, 100 ton plastike. Zato, glejte, če bi vsak sam kakšno plastenko manj porabil na let, pa bi to bila zadeva bistveno drugačna. Napiši komentar, če se tole strinja z mano. Tole sem pa prišel eno malo bolj tako gorsko vasico. Gorsko, ne vem, zdaj gorsko je kar visok, ja. O, vidite, kako lep kuža. Kravice. Vidite, bolj tako je. Kakšen let so za nam, no? Moram dati not kamero, da lahko še kaj povem. Gledajte, zanimive strehe. Vidite, zato se jaz takole rad vozim po hribih. Vidiš, mislim, meni je tole zanimivo videti. Sicer nekomu je zanimivo videti New York, pa Monte Carlo, pa, ste videli kužata, pa take zadeve. Glejte, meni je pa tole, pač ljudje imamo različne okuse. Tako, ka enemu so temne punce všeč, enemu svetle, tako da ljudje smo različni. Psi so tle pa čist nori. Evo, že to drug zdaj za menoj tle teče kar nekaj časa. Kaj kravica so še umaknila? Glejte to, 3 oslički in en je čist bel. Škoda, ka me niso počakali. Ura je 8:30 zvečer. Jaz pa iščem hotel. Sem najdel enega za 14 €, zelo dobrega. Je po mestu Samsun, kar mi ni najbolj všeč, zato ker je to mesto z 2,5 milijona prebivalcem in nekam v center hoditi mi ni glih najboljš, ampak žal ni drugega, tako da sem tole rezerviral in gremo zdaj do Samsuna, imam pa še 1,5 ure vožnje. Evo, tole je moj današnji hotel. Najprej sem avto tele parkiral, sem mislil, da tle vstal sem neko fino pred recepcijo, no, sem ga mogel pa nekam drugam pelati, tako da mi ni najbolj všeč. Takole pa zgleda soba. Lepa, prostorna. Moram pa sicer reči, da mi je bila ona včeraj bolj všeč. Bolj je bila nova. Me pa tudi zanima, kakšen bo zajtrk. Zajtrk je meni tudi pomemben. Evo, kopalnica super. Tako da za 14 € vrhunsko.
Evo, pa gre čudoviti dan proti koncu. Ura je sicer 11. Zdaj po tuš, pa pobrit sem kaj mogel. Preprosto nimam časa. Ampak zdaj se bom, ker zjutraj se spet ne bom. Lejte, imam pa takole vsak večer, veste kaj del, toliko da boste vedeli. Iz GoProja moram vse današnje videe prenesti na prenosnik, potem jih pa moram iz prenosnika prenesti v program za urejanje. To je en online program in ker je običajno tukaj v Turčiji internet počasen, se to dela čez noč, potem zjutraj pa dam skupaj, pa potem to zmontiram, pa moram na računalnik dol si prenesti, kar spet traje, ki je počasen internet, pa potem na YouTube in potem, da lahko vi to gledate. Tako, da ni to čist enostavno in moram reči, da mi kar nekaj časa vzame, ampak gledajte, to jaz rad delam in me je pol v veselje, ko vi to gledate. No, zdaj, če pa vam ni težko, pa dajte me pa s tem nagraditi, da se na moj kanal naročite, samo kliknite rdeč gumb naroči se, pa potem še zvonček, pa dajte tudi napisati kakšen komentar, a vam je všeč ali vam ni všeč. Če imate kakršnokoli vprašanje, bom zelo vesel in zagotovo tudi odgovorim. Drugače pa pada dež, kar je super, zato ker za naslednje dni je dež napovedan in malo razmišljam, super, če pada po noč, mogoče zato podnev ne bo. Po noč me ne moti, samo da podnev ne bo. Jutri imam pa tudi zanimive zadeve za pogledati. Pol moram pa že razmišljati počas o Gruziji. Edino to me moti, ker moram ta test narediti. Kje bom to naredil, kako bom naredil. Te stvari me morijo. Nič, lahko noč, lepo se imejte, se vidimo, slišimo.